Avstralske oblasti naj bi sporočile, da preiskujejo pop zvezdnico Katy Perry zaradi obtožbe o spolnem napadu, ki jo je podala igralka Ruby Rose. Poglabljamo se v obtožbe, morebitno preiskavo, morebitno obtožbo, kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju, kdo bi bil zaslišan in vse to bomo razčlenili z nekom, ki dobro pozna, kako potekajo avstralske preiskave. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Neverjetna obtožba proti znani osebnosti je zdaj v središču medijske pozornosti. Igralka Ruby Rose je obtožila pop pevko Katy Perry spolnega napada v nočnem klubu v Avstraliji pred približno 20 leti. To je velika novica. In zaradi česar je to postala velika novica, je, da je to zdaj domnevno sprožilo uradno policijsko preiskavo. Tam, kar želim raziskati strokovnjakom, kako bi se to lahko zgodilo. Ampak kaj je to sploh sprožilo, kaj ne? Torej, Ruby Rose, ki je najbolj znana po filmih kot so Resident Evil, John Wick, Pitch Perfect, The Meg, se je na trec oglasila glede Katy Perry. In šlo je za to, kako je Katy Perry reagirala na nastop Justina Bieberja na festivalu Coachella. In Ruby Rose gre na threads in naj bi zapisala: Katy Perry me je spolno napadla v nočnem klubu Spice Market v Melbourneu. Koga briga, kaj si ona misli? Na to je nadaljevala. Zdaj imam 40 let. Trajalo je skoraj 2 desetletji, da sem to povedala javno, a sem zelo hvaležna, da sem dočakala trenutek, ko sem našla svoj glas. To samo kaže, kakšen vpliv ima ta travma in spolni napad. Hvala, ker me vidiš. Zdaj tukaj bom povedal še veliko več, ampak bilo je. Predstavnik Katy Perry je v izjavi ostro odgovoril in dejal: obtožbe, ki jih Ruby Rose širi na družbenih omrežjih o Katy Perry, niso le popolnoma neresnične, ampak so nevarne, nepremišljene laži. Gospodična Rose ima dobro dokumentirano zgodovino resnih javnih obtožb na družbenih omrežjih proti različnim posameznikom, trditve, ki so jih ti ljudje večkrat zanikali. Zdaj, ne verjamem, da se je to nanašalo neposredno na nekaj specifičnega, ampak naj za boljše razumevanje dodam nekaj konteksta. Pred nekaj leti je Ruby Rose zapustila serijo Batwoman na CW. In je podala obtožbe o sovražnem delovnem okolju in neprimernem vedenju, usmerjene proti producentom in vodilnim. Na kar so, mimogrede, Warner Brothers takrat odgovorili, da je to oblika tako imenovanega revizionizma. Zgodovina trdili so, da je bila odpuščena, da so jo odpustili iz tega projekta, citiram, zaradi več pritožb glede vedenja na delovnem mestu. Ampak rad bi se vrnil k Ruby Rose in Katy Perry. Tako je v drugi objavi Rosova trdila, da je Perryjeva, citiram, videla, kako počivam v naročju svoje najboljše prijateljice. Približala se ji in se sklonila. Potegnila spodnje perilo na stran in jo podrgnila. Odvratno recimo samo, da je svoje intimne dele pritisnila na moj obraz, dokler se mi niso odprle oči in sem bruhal v loku po njej. Zelo opisno, zelo specifično, prav? Zdaj pa je tudi Rosa objavila, citiram, kot ženska iz številnih razlogov, odpreti se o nasilju žensk nad ženskami in spolnih zlorabah se zdi 100-krat težje, kot govoriti o moških plenilcih, vsaj zame. In potem je sledila velika novost. Rosa je objavila na threads: danes bom šla na policijsko postajo, da vidim, ali je mogoče preiskati katero od mojih izkušenj. Predvidevam, da so že zastarale, a to je še dodaten razlog, da poskusim. Zanimivo je, da je prej objavila, da je ne zanima prijava tega policiji. Pravzaprav je očitno objavila, da me lahko mirno toži. Ne bo, ker se je to zgodilo. Imam fotografije in bilo je dobesedno v javnosti, ter so to videli številni ljudje. Mimogrede, z pravnega vidika ima prav. Katy Perry bi tehnično gledano lahko tožila Ruby Rose zaradi nečesa, kot je obrekovanje, ker bi, predvidevam, trdila, da so bile na družbenih omrežjih izrečene lažne javne izjave. Če bi Rose vložila tožbo s temi trditvami, verjetno ne bi mogla biti tožena zaradi obrekovanja, ker nasplošno velja, da če v tožbi podaš določene trditve, si zaščiten pred tožbami zaradi obrekovanja, kaj ne? Ima smisel. Če bi lahko kdorkoli preprosto vložil tožbo zaradi obrekovanja proti tebi, ker si vložil tožbo, bi to odvračalo od pravdanja. To bi odvračalo ljudi od tega, da bi šli na sodišče, in to ne bi imelo smisla. Ampak za javne komentarje, ki jih Ruby Rose daje proti Katy Perry, ja. Ali obstaja možnost pravne odgovornosti? Seveda. Ne pravim, da bo Katy Perry vložila tožbo proti Ruby Rose, ampak samo nekaj za razmislek. Prav, na hitro. To je za vse lastnike mačk tam zunaj. Kdo si ne želi, da bi bila njegova mačka zdrava in srečna? Kaj ne? Zato moram govoriti o hranjenju z izdelki Smalls. Večina hrane za mačke na trgu je narejena iz poceni polnil, mesnih stranskih proizvodov in umetnih sestavin. Zdravje vaše mačke plačuje ceno, vendar je Smalls drugačen. Zakaj?
Njihovi recepti so narejeni brez konzervansov, iz 100% sestavin kakovosti za ljudi, ki jih najdete kar v svojem hladilniku. Mačke za energijo potrebujejo beljakovine, prav tako potrebujejo veliko hidracije, da ostanejo zdrave in v dobri formi. Na srečo, smos vsebuje vsaj 80% živalskih beljakovin. Njihove sveže sestavine so nežno kuhane, da ohranijo vse hranilne snovi, vlažnost in okus. 88% lastnikov mačk poroča, da imajo njihove mačke po hranjenju smos boljšo prebavo, bolj sijočo dlako in več energije za igro. Tudi strokovnjaki so navdušeni nad tem. Revija Forbes je Smalls razglasila za najboljšo mačjo hrano na splošno. Recenzenti pri BuzzFeedu so poročali, da so njihove mačke ponorele za to hrano. Poglejte, zdravje vaše mačke se začne s tem, kar je. Preizkusite Smalls, prejmite 60% popusta na prvo naročilo ter brezplačno dostavo in priboljške za vse življenje, če obiščete smalls.com / sidebar. Zdaj želim preiti na tisto, za kar verjamem, da je zadnji odziv Ruby Rose objavljen na spletu. Citiram: "Živjo, zadnja posodobitev glede tega. Od tega popoldneva sem zaključil vsa svoja poročila." To pomeni, da ne morem več komentirati, ponovno objavljati ali javno govoriti o kateremkoli od teh primerov ali vpletenih posameznikih. Videti bo, kot da ignoriram vse, od spodbudnih sporočil do izkušenj drugih ljudi. Vendar temu ni tako. To je standardna zahteva policije in na mnoge načine precejšnje olajšanje. Zdaj lahko začnem proces zdravljenja in začasno nadaljujem naprej. Vse vas imam zelo rad. In uganite kaj? To je velika novica. Po poročanju KTLA5 citiram: "Melbournska ekipa za preiskovanje spolnih kaznivih dejanj in zlorab otrok, detektivi, preiskujejo domnevni spolni napad iz preteklosti, ki se je zgodil v Melbournu leta 2010. Policija je bila obveščena, da se je incident zgodil v licenciranem lokalu v središču Melbourna. Ker je preiskava še vedno v teku, bi bilo v tej fazi neprimerno podajati dodatne komentarje. CBD pomeni osrednje poslovno območje." In Peridževa sama, da bo jasno, se na to trditev ni odzvala. Ampak lahko povem, da je približno ob istem času, 14. aprila, naj bi na Instagramu v zgodbi zapisala: "Ljubim te." To je bilo skupaj s sliko njene pesmi By the Grace of God. Ta pesem je z njenega albuma iz leta 2023, Prism. Vzemite to, kakor želite, ampak to moram omeniti. V intervjuju za The Herald Sun, po poročanju revije Rolling Stone Australija, naj bi bil to nekdanji menedžer melbournskega nočnega kluba. Nekdanji menedžer kluba Spice Market, ki je medtem že zaprl svoja vrata, je trdil, da v noči incidenta, ki ga opisuje Rose, ne ve za nič takega, kar bi se zgodilo. Trdil je, da sta prišla skupaj. Z njima sta bila tudi Katie, frizerka in vizažistka, ter še en fant, ki je bil prijatelj z Ruby. To je bila prava varnostna nočna mora, ker je bilo tam 600 ljudi. Katie pa je ves čas prhajala ven, plesala z vsemi in šla naravnost v sredino množice. Bili so v prostoru Ginny Bottle, kar je očitno VIP soba, pili pijačo in podobno, a so bili večinoma tam in počeli svoje stvari. Nisem bil seznanjen z nobenim domnevnim napadom ali tem, da bi kdo bruhal. Trdil je, da sta bila Rose in Perry oba, citiram, pijana, vendar, citiram, nista bila čisto mrtvo pijana ali kaj podobnega. Oba sta popila veliko preveč. Da bi preprečili, da bi ju ljudje fotografirali v takem stanju, smo organizirali avto in voznika, ki sta čakala pred vhodom na Collins Street hotela. Pospremili smo ju skozi zadnji izhod in po požarnih stopnicah ter ju skupaj posedli v avto. Mimogrede, preden sploh začnemo s preiskavo in kaj bi lahko iz tega išlo, moram to povedati. To ni prvič, da je Ruby Rose napadla Katy Perry. Ne, že leta 2017 naj bi kritizirala pesem Katy Perry Swish, ker je bila takrat videna kot možen napad na Taylor Swift. In Ruby Rose naj bi na Twitterju zapisala: "Mislim, da je glede na vse, kar se dogaja v svetu, se preleviti v politično aktivistko, potem pa to opustiti in iti tako nizko, res razočaranje." Še ena stvar, ki jo moram izpostaviti. Nekatere stvari so prišle v ospredje ali pa so znova dobile pozornost zaradi teh obtožb strani Ruby Rose, kot na primer igralka Anna Kendrick. Tako je leta 2014 v oddaji pri Conanu O'Brienu v šali povedala, da jo je Perryjeva neprimerno prijela za prsi med, kot je opisala, čudnim večerom. Leta 2019 je igralec Josh Kloss, ki se je očitno pojavil v videospotu Perryjeve za pesem Teenage Dream, obtožil ne le verbalnega nasilja, ampak je trdil tudi, da mu je na zabavi brez njegovega dovoljenja izpostavila intimni del telesa. Gruzijsko-ruska televizijska voditeljica Tina Kendalaki je obtožila Perryjevo, da jo je neprimerno otipavala in poljubila. Leta 2018 je Perryjeva, medtem ko je bila sodnica v oddaji American Idol, domnevno poljubila tekmovalca Benjamina Glazea na usta, kar sam kasneje ni označil za spolno nadlegovanje, je pa očitno povedal, da mu je bilo zaradi tega neprijetno.
Zdaj želim razumeti, kako bi lahko izgledala ta avstralska preiskava. Ali ni zastaralnega roka? Bi lahko Katy Perry zaslišali? Bi jo lahko aretirali? Kdo drug bi bil zaslišan v povezavi s tem primerom? To želim razčleniti. V redu, zdaj želim vključiti Mikea Kinga. Zakaj želim vključiti Mikea Kinga? No, poleg tega, da je odličen gost, upokojeni policijski poveljnik, voditelj oddaje Profiling Evo in avtor knjige Wolves in Sheep's Clothing, ima prav posebno strokovno znanje, ko gre za avstralske preiskave. Kaj s tem mislim? Torej, ima ta 4-delni dokumentarec v Avstraliji, za katerega mislim, da izide 22. aprila. Gre za primer serijskega morilca. Serija je tam trenutno velika novica. Torej, Mike, hvala, ker si se nam pridružil. Da damo vsem nekaj vpogleda. Si nekoliko seznanjen s tem, kako potekajo preiskave v Avstraliji, kaj ne? Da, Jesse, pravzaprav sem imel priložnost približno 7 let delati po celotni Avstraliji, v vsaki posamezni zvezni državi. Spoznal sem, saj na vodstveni ravni, veliko poveljnikov iz vseh teh različnih enot, vključno s tem, da sem sedel v pisarnah policijske uprave Viktorije. Tako je, to zame res zanimiv primer, z več vidikov. Ne samo razlike med ameriško in avstralsko zakonodajo, kolikor jih razumem, ampak tudi način, kako preiskujejo stvari. Lahko kaj poveste o tem? Preden gremo v podrobnosti na splošno, kako se razlikuje? Kako se avstralska preiskava razlikuje od preiskave tukaj v ZDA? No, veste, jaz vedno gledam na avstralsko policijo nekoliko drugače, ker so, po mojem mnenju, veliko boljši pri reševanju konfliktov in drugih stvareh. Morajo se naučiti, kako se pogovarjati z ljudmi in jih resnično poskušati obvladovati na manj smrtonosen način. Zdaj, ta primer nima nobene zveze z manj smrtonosnimi sredstvi, razen da gre za popolnoma drugačen način razmišljanja. Mislim, da so zakoni po naravi podobni, le da v mnogih primerih veljajo pravila krone. Zato je nekoliko drugače. Včasih mi je težko razumeti. Ko pa pridemo do bistvenih pravnih vidikov, še posebej v primeru, kot je ta, spolni napad, ne glede na to, ali ste v Avstraliji, Združenih državah ali kjerkoli drugje, je še vedno spolni napad. In imajo zakone, morda jih poimenujejo drugače, kot bi jih mi v tem primeru, in bi jih morda poskušali drugače kategorizirati. V redu. Glede na to ozadje se zdi, da je velika stvar, da je policijska uprava Viktorije dala to izjavo. Prebral jo bom še enkrat. Detektivi ekipe za preiskovanje spolnih kaznivih dejanj in zlorab otrok v Melbournu preiskujejo pretekli primer spolnega napada, ki se je zgodil v Melbournu leta 2010. Policija je bila obveščena, da se je incident zgodil v lokalu z dovoljenjem za prodajo alkohola v središču Melbourna. Ker preiskava še vedno poteka, bi bilo v tej fazi neprimerno podajati dodatne komentarje. Zdaj Ruby Rose posebej ne omenjajo. Katy Perry posebej ne omenjajo, vendar vsi povezujejo stvari med seboj. Dejstvo, da tukaj napovedujejo preiskavo in imajo enoto, ki obravnava prijave preteklih spolnih napadov. Ali ste seznanjeni s to enoto? Na splošno pa se zdi, da je že samo dejstvo, da so to napovedali, velika stvar. Ja, in zame pravzaprav, Jesse, ko to pogledam, so Avstralci pravi profesionalci pri tem, da stopijo pred medije in potem vse utišajo. Ne delijo informacij, ne povedo, kje so trenutno. To je precej drugače kot tukaj. Čeprav zelo hitro stopijo pred javnost, priznajo, včasih celo sprejmejo nekatere dejstva, vendar ne delijo, kaj se dogaja v tekoči preiskavi. Ja, mislim, celo omenil si ta dokumentarec, ki prihaja, in nekatere ugotovitve, ki smo jih naredili v nerešenih primerih. Vzeli so informacije, potem pa se postavi zid in informacij ne delijo več. To je tudi precej zanimivo, ker je način, kako Avstralci govorijo, tako tuj za mnoge izmed nas v Združenih državah, čeprav seveda razumemo, kaj govorijo, vendar so besede, ki jih uporabljajo, drugačne. In ko oni rečejo zgodovinski primer, mi morda mislimo, da gre za nekaj, kar bo zapisano v zgodovino. V resnici pa s tem mislijo, da gre za star ali nerešen primer, ki ga ponovno odpirajo in preiskujejo. In imamo dolžnost. Bodi si zaradi razvpitega slovesa vpletenih oseb ali pa preprosto zato, ker so res precej napredni, ko gre za spolne napade. Da preiskujejo zločin ali obtožbo, če sem natančen. Mimogrede, kot ste malo slišali od Ruby Rose, sem to raziskal po najboljših močeh, vendar nisem avstralski odvetnik.
Ne zdi se, da bi šlo za vprašanje zastaranja, da bi lahko bilo to zastarano, tudi če se je to zgodilo leta 2010. Obstaja možnost kazenske odgovornosti za Katy Perry, kaj ne? Mislim, razen če gledam na to na napačen način. Ne, s tem bi se moral strinjati s tabo. In ponovno, njihovega kazenskega zakonika ne razumem najbolje. Ampak, če se prav spomnim, so nekje leta 2007 ali 2009 naredili nekaj prilagoditev kazenskih zakonov, ki so omogočile prijavo. Ni zastaralnega roka oziroma ni prepozno, ko gre za nekaj, kar se dogaja. Zdaj, ali bo to imelo veliko težo pri nadaljevanju, bo zanimivo, ker čeprav lahko rečejo, da bodo zagotovo odprli primer, ga bodo pregledali in odgovorili. To še ne pomeni, da bodo lahko pridobili dokaze tako daleč nazaj ali se celo zanašali na pričanja prič iz tistega časa. Ampak to odpira vrata. In sprašujem se, ali to ne naredi tudi jasne poti za nekoga, če bi se odločil za civilno tožbo v tem primeru, namesto za kazensko. Povejte mi, kako izgleda ta preiskava? Ker slišite Ruby Rose, če za trenutek vzamemo njene besede kot resnične, to so njene obtožbe. Trdi, da je šla na policijo in povedala svojo zgodbo. Kakšen je ta razgovor in kako nadaljujejo od tam naprej? Mislim, da moraš kot preiskovalec upoštevati predvsem to, da so pozna razkritja po spolni travmi pogoste. In ne bi smeli reči, da je to zato, ker se je zgodil pred 15 ali 20 leti. In obstajajo nasprotujoča si poročila o tem, kdaj se je to dejansko zgodilo. Zdaj se začenjamo osredotočati na pričevanja, na primer iz tistega Spice Cluba, o tem, kdaj se je ta dogodek zgodil. Ampak ali gre res za isti dogodek? Tega ne vemo zagotovo. Vendar morate upoštevati, da bo odloženo razkritje pogosto. Mislim, da je druga stvar, o kateri moramo razmisliti, ta, da ljudje potrebujejo čas, da te stvari razkrijejo. Še posebej, če gre za istospolni spolni stik. Včasih je ljudem o tem nekoliko težje govoriti kot o drugih stvareh. Ampak jasno je, da se moraš vprašati, zakaj je to prišlo na dan prav zdaj. In upoštevati moraš dejstvo, kaj je bil tisti medosebni sprožilec. Tisti dogodek ali dogodki, ki so povzročili, da je Ruby Rose rekla, zdaj sem pripravljena to narediti. Ne glede na to, ali je šlo za takojšen impuls, hej, povedala bom, da me je napadla ali ne, ne vemo. Mislim, prejšnje izjave pravijo, da o tem govori kot o zabavni, pijani zgodbi, zdaj pa je to resen spolni napad nad njo. In moraš se vprašati, ali je mogoče, da je to preprosto manj dobronameren pristop, da preprosto poravnava račune ali kaj podobnega. Torej, kot preiskovalec, ko se stavljaš in poskušaš ugotoviti, kakšne dokaze imaš, moraš imeti tudi te stvari v mislih. In nič od tega ne pomeni, da je ta zgodba resnična ali da je lažna. Pomeni le, da moraš poskrbeti, da upoštevaš vse. Verjamem, da se je ta Spice Market, ta nočni klub, mislim, da se je zaprl. Šel sem na njihov Instagram in mislim, da je bil njihov zadnji večer 1. januarja 2026, kar me spravlja v razmišljanje, kako dobijo vse te posnetke. Ali gredo nazaj in dobijo vse posnetke iz leta 2010, ali so še vedno na voljo. Drugačna doba, drugačen čas. Zdi se kot včeraj, a hkrati drugačen čas. Kako to sploh naredijo? Bil je en star upokojeni poveljnik viktorijske policije, ki je takrat o tem govoril na avstralskih novicah. In moram se strinjati najprej, ne bodo dobili nobenih posnetkov CCTV ali video posnetkov iz samega prizorišča, razen če jih ni kdo zaradi prepoznavnosti tistih, ki so bili tam osebno shranili. Preprosto ne mislim, da bo kjerkoli obstajal uradni zapis. Ampak v današnjem času, ko ljudje snemajo na vsakem koraku s svojimi mobilnimi napravami, lahko obstaja več videoposnetkov, ki bi potrjevali to zgodbo, ki jih bo policija iz Viktorije pregledovala in upoštevala. Kako sploh pridejo do tega? To je nočni klub. Kako sploh dobiš priče ljudi, ki so bili tam? Kje sploh začnejo? No, rekel bi, da se začne s tem, da gre za Katy Perry in Ruby Rose in da bodo vsi rekli, človek, spomnim se, da sem to snemal ali gledal ali ujel kakšen video in morda bodo želeli sodelovati. Lahko pa je tudi tako, da se domnevna žrtev v tem primeru obrne na ljudi, s katerimi je govorila v zadnjih 20 letih, ki rečejo, spomnim se tega.
in so pripravljeni stopiti naprej in reči: ja, govoril sem. Tako morda ni tako težko najti priče, tudi če je od tega minilo 20 let, še posebej glede na prepoznavnost vpletenih oseb. Kaj pa izjava nekdanjega menedžerja? Kaj menite o tem? V bistvu je spet povedal, da so se zdeli pijani, vendar nikoli ni videl ničesar, mu ni bilo ničesar povedanega ali prijavljenega, kar bi nakazovalo na to, kar se je zgodilo ali podpiralo trditve Ruby Rose. To še ne pomeni, da se ni zgodilo, ampak on je nekdanji menedžer. Rekel bi, da je bolj zanesljiv kot mnogi drugi, ker nima osebnega interesa na eni ali drugi strani te razprave. In res razmišljam o tem, če bi bil nekdo domnevno spolno napaden na kakršenkoli način v klubu, ki ga je on vodil, ne vem, o tem bi bilo vredno razmisliti. Mislim, da imaš zelo dober argument, ampak z vidika tveganja bi on morda rekel: hej, vse je bilo samo kup pijanih ljudi in nič se ni zgodilo, kar bi zmanjšalo tveganje za podjetje. Ne vem, če bi ga to lahko osebno prizadelo. In če so tvoje raziskave točne in je podjetje propadlo, mislim, da je to manj verjetno kot dejstvo, da je to verjetno le neodvisna priča, ki vsako noč vidi vedenje pijanih ljudi. In bi se verjetno spomnil spet, glede na razbitost, ne glede na to, ali se je to zgodilo ali ne. Mislim, da si podal res dober argument, ki ga jaz ne morem. Tudi ni mu treba govoriti s tiskom o tem in očitno je ta nekdanji menedžer to storil. Torej, to je točka v tvojo korist. Mislim, v bistvu nima osebnega interesa v tej zadevi. Zakaj bi sploh kaj rekel? Lahko bi rekel: nimam komentarja, ne spomnim se, ali pa karkoli, ampak bil je precej specifičen. Ja. In spet mislim, da je dinamika tako drugačna zaradi prepoznavnosti ljudi. Nekateri ljudje so morda pripravljeni tvegati, ker mislijo, da jim to prinese trenutek slave v središču pozornosti javnosti. Naj te nekaj vprašam. O tem sem govoril na začetku. Nekaj preteklih stikov v zvezi z Ruby Rose in Katy Perry. Tako je predstavnik Katy Perry javno okrcal Ruby Rose zaradi domnevno lažnih izjav. In omenil sem izmenjavo, ki jo je imela Ruby Rose z Warner Brothers v nekem trenutku. Prej sem govoril o tem, kako so bile tudi druge trditve drugih ljudi, kot sta Anna Kendrick in drugi, glede Katy Perry. Koliko preiskovalci to upoštevajo in rečejo: no, imamo to obtožbo od Ruby Rose. Poglejmo še druge obtožbe, ki jih je podala. V redu, preiskujemo to obtožbo proti Katy Perry. Pogovorimo se še z drugimi ljudmi, ki so podali obtožbe proti njej. Mislim, ali se pogovorijo tudi z Anno Kendrick? To sploh ni povezano z Avstralijo. Ta komentar je podala leta 2014 v oddaji pri Conanu O'Brienu. Koliko vse to sploh upoštevajo? Če bi šlo za moj primer, bi vsekakor preveril takšne stvari. Veš, vrnil sem se in malo raziskoval o Katy Perry, na primer. Prvi veliki hit I Kissed a Girl. No, ali to kaj pomeni? Verjetno ne, ampak v tem kontekstu bi bilo lahko zanimivo. Ja, ko vidiš obtožbe, ki prihajajo zaradi morda precej pretiranega vedenja na različnih krajih, moraš to upoštevati. Spomnim se, ko sem šel skozi začetne faze učenja te umetnosti in znanosti profiliranja. Nek Dungeon profiler se je usedel z menoj in mi rekel: samo zapomni si to preprosto stvar. Preteklo vedenje napoveduje prihodnje vedenje. In zato moraš upoštevati ponavljajoče se vrste vedenja, ki se v mnogih primerih nekoliko približujejo soncu. Da odgovorim na tvoje vprašanje, bi zagotovo želel intervjuvati vsakega izmed njih in vprašati: povej mi natančno, česa se spomniš. Kaj pa intervju s Katy Perry? Kako bi to potekalo? Jo povabijo v Avstralijo, opravijo intervju prek Zooma? Mislim, kako točno to poteka? No, najprej mislim, da sploh ne bo pristala na pogovor, če jo bodo sploh vprašali, ampak po drugi strani pa bi jo morda prisililo, da gre in brani svoje ime. In morda bo skočila na letalo, šla tja in rekla: želim se zdaj pogovoriti z vami, vstopila z odvetnikom, se usedla in to naredila. Mislim, da to ni takšen primer, kjer bi lahko upravičili, da bi rekli: želimo, da pridete v Avstralijo in preživite 14 ur na letalu, da bi opravili intervju v tej zadevi. To bi naredili prek Zooma ali nečesa podobnega, kot to, kar počnemo mi. Bi sploh kdaj prišli v Združene države? Zelo mogoče, še posebej, če bodo še naprej deležni pritiska skupnosti državljanov, medijev in drugih, ter če imajo tukaj ljudi, ki jih je treba zaslišati.
Morda bojo rekli, hej, to je vredno, da enega od naših detektivov posadimo na letalo, ga pošljemo tja in mu omogočimo, da se osebno pogovori z ljudmi. Želim biti zelo jasen. To so zaenkrat samo obtožbe, s katerimi se sooča Katy Perry. Ne vemo, kakšni dokazi ali potrditveni dokazi obstajajo ali ne obstajajo. Ampak moram vprašati, ko govorimo o tem in o tem, da se ta preiskava očitno začenja, glede na to, kar veste o avstralskem kazenskem postopku, kako tam poteka ta aretacija in vložitev obtožbe? Zelo podobno je našemu. Mislim, da bi v takem primeru preprosto izdali dokument, obvestili odvetnika in rekli, da se lahko predaš in greš skozi postopek evidentiranja. Ne vem, ali bi ji dovolili, da bi bila digitalno evidentirana in bi potem morala priti na dejanski kazenski postopek ali ne, ampak mislim, da bodo to obravnavali zelo podobno, kot bi to obravnavali tukaj. Ampak moramo imeti v mislih, mislim, da bi tukaj verjetno nekoga poslali z letalom po njo in jo pripeljali nazaj po postopku izročitve, če ne bi prišel sam. Prav, to je dobra pripomba. V redu, Mike King, poglejmo, kam bo to šlo naprej. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, gospod. Hvala, Jesse, lepo te je videti. In to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite slediti meni na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.